Predstavitev romana poteka v Beli dvorani grajske pristave. Po uvodu, ki ga je v imenu Ormoške knjižnice pripravila Marijana Korotaj, je beseda stekla o romanu. Pogovor vodi Blanka Erhardič, ki je roman uredila in tudi lektorirala. Odlomke iz knjige bo prebirala Mikševa žena Amalija Jelen Mikša. Gre za zgodovinski roman, ki ga je v nakladi 700 izvodov izdala založba Obzorja Maribor. Dogajanje v romanu je postavljeno v letu 1953, v noč, ko sta višji inšpektor Udbe in kapetan vojaške protiobveščevalne službe na postaji ljudske milice v Ormožu zasliševala ravnatelja nižje gimnazije, ki naj bi, ko je prejel poziv na orožne vaje, zaklel, Kurc pa še Trst. Avtorjev oče, Franček Mikša, je bil vpoklican kot priča. Pisatelj Franc Mikša mlajši je slovenski diplomat. Trenutno deluje kot pooblaščeni veleposlanik v Švici in v kneževini Lichtenstein. Rojen je leta 1953. Večina ormoških vrstnikov pa ga še vedno kliče Miki. Spoštovani obiskovalci, danes se bomo kot urednica in lektorica romana Klinc pa še Trst pogovarjala z avtorjem, gospodom Francem Mikšo. Lepo pozdravljeni. Veliko podatkov o vašem življenju smo že slišali, danes pa predstavljamo torej roman, ki ste mu posvetili tudi posebno mesto in ga pravzaprav v osnovni zgodbi nekako umestili v Ormož, tudi med drugim, kjer poteka glavna zgodba. Skratka, v romanu, ki ima biografske in zgodovinske elemente, ste strnili dogodke iz življenja vašega očeta, ki ga je zaznamovala vojna in prisilno je služil v armadah Hitlerja, Stalina, pa tudi v JLA. Tako je poznal nasilje, vojno, sovraštvo, njen nesmisel. Povejte nam kaj o ozadju ustvarjanja tega romana, ki ima biografske elemente, o motivaciji za pisanje, na vse zadnje o svojem očetu, ki je glavna oseba tega romana. Izvolite. Ja, hvala lepa. Spoštovani gospod župan, gospod podžupan, Ormožanke in Ormožani, kolegice in kolegi, draga mama Terezija, moja sestra, vesel sem, da se je danes zbrala tukaj veliko mojih sošolcev in sošolk, nekaterih že dolgo nisem videl, sem vesel, da sem jih srečal. Ozadje romana je tako, jaz sem moj oče je potem, ko se je vrnil z vojne, kot vsi ostali, ki so doživeli morijo druge svetovne vojne, kjerkoli so bili ali partizanih ali nasilno mobilizirani v nemški vojski, so imeli potem travme po vojni. Nekateri so to dosti dobro znali skrivati. Moj oče je bil nasilno mobiliziran v nemško vojsko, potem mu je uspelo, da je, ko še ni bil star 18 let, na naslovnici je njegova slika, fotografija iz vojaške knjižice Wehrmachta. To je edina ohranjena fotografija z njegove mladosti. Na zadnji strani pa je naša družina leta 1958, ko sem bil star 5 let. Da še povem, roman sem začel pisati zato, ker mi je oče, ko je bil že star nekaj čez 50 let, pred 52 je šel v invalidsko upokojitev, se je imel spominske luknje. On se je spomnil o mladosti, otroštva, vseh teh zadev vojne, kratkoročni spomin pa ga je malo zatajil in se tudi o tem niti ni razmišljal. In potem je prijatelj meni zmeraj iste zgodbe ponavljal, mama je bila že jezna na njega, ker zmeraj isto govori, jaz sem bil pa takšna ušesa in sem bil zmeraj radoveden, in sem to potem zelo poslušal in sem si stvari zelo dobro zapomnil. In ne rečem, da so me stvari obremenjevale, ampak nekako, ko sem bil veleposlanik na Irskem, Irska je specifična država, tam človek dobi navdih, so veliki literati, velika umetnost, težka zgodovina Irske, krasna narava. In takrat sem potem ob nočeh razmišljal, da bi o tem nekaj napisal. Seveda sem tudi druge romane pisal paralelno in to sem potem imel prav za mojo dušo. To sem tudi naredil. Danes bom tukaj govoril iz tega romana več stvari, ki se nanašajo na Ormož. Včeraj je bilo v Ljubljani na predstavitvi nekaj več kot 130 ljudi, ampak smo druge poudarke dali ven. Jaz bom malo prikazal, kaj je tukaj pomembno za Ormož.
Jaz sem v Ormožu, jaz sem tudi povedal, da smo v Ormožu otroci, kljub temu, da so bili težki časi po vojni, tam v 50-60 letih, imeli čudovito otroštvo, čudovito mladost, tako da danes ljudje, otroci, mladi, tudi od staršev, ki imajo veliko denarja, ne morejo predstavljati, kako smo mi uživali. To je bilo nekako izredno. Sedaj bom nekaj poudarkov dal, vem, da ne bom predolg. Ko je oče šel v nemško vojsko nasilno mobiliziran, kot veliko štajerskih fantov, mu je potem uspelo na področju Belorusije pobegniti, je dezertiral, se pridružiti Stalinove rdeči armadi. Potem po koncu vojne, tako, ja, je boljše, ja. Po koncu se je vrnil v domovino, so ga poklicali še v Jugoslovansko ljudsko armado. Spoznal je sovraštvo, nasilje človeka nad človekom in nesmisel vojne. Našim staršem je kljub vsemu uspelo, da smo otroci v težkih in negotovih časih hitrega spreminjanja sveta in družbe v letih po drugi svetovni vojni živeli brezbrižno, zadovoljno in polno otroštvo. Zanimive zgodbe sem slišal od njegovih kolegov in tudi od drugih. Številne pripovedi sem si dobro zapomnil in jih skušal zgostiti v impresijo nekega življenja in časa. Moje pisanje ne temelji niti na dokumentih, niti na kakršnih koli zapisih. Najraje sem pisal v zgodnih jutranjih urah in deževnih večerih, ki prinašajo svoje vrsten mir in ritem. Nostalgija, pa tudi želja, da zapišem delčke očetovega življenja, sta vplivali na to, da je moje pisanje bolj podobno eksploziji spomina in norosti, kot pa natančnemu beleženju dogodkov. Oče je po vrnitvi iz vojne težko prenašal aroganco in pretirano avtoriteto oblasti, podrejanje ideologiji vladajoče elite, dogme, enoumje, ustrahovanje, izključevanje in brutalno zatiranje vsakršne drugačnosti, predvsem drugače mislečih. Sovražuje totalitarne politične sisteme, kot so fašizem, nacizem in komunizem, ki jih je na lastni koži občutil že kot najstnik, kot mladostnik. Tudi strogo hierarhične organizacije in skupnosti, v katerih posameznik ne more svobodno izražati svojega prepričanja, podrejati pa se mora logiki striktnih pravil, mu niso bile pri srcu. Oče je bil pošten državljan in katolik, kritičen do dejavnosti cerkvenih oblasti v različnih zgodovinskih obdobjih, pa tudi do komunizma. Svojimi stališči ni želel prizadeti iskrenih čustev ljudi, ki verujejo v Boga, pa tudi tistih ne, ki so pošteno živeli v času komunizma. Ohraniti sem želel predvsem spomin na očeta in se osredotočiti na tiste dogodke iz njegovega življenja, ki se je tudi sam največ spominjal. Enih zato, ker so mu bili pri srcu, drugi pa so ga preganjali in mu sledili kot temna, zlobna senca. Vse, kar sem zapisal, je le skromen odsev očetovega življenja, načrtov, stisk, razmišljanja, dojemanja sveta in življenja, pa tudi spomin na njegove prijatelje in znance, predtem tiste iz Ormoža, kjer sem preživel čudovito otroštvo. V mislih sem se poigraval tudi z zgodbami in legendami, ki sem jih slišal od sorodnikov in starejših ljudi iz Ptuja in iz Ormoža. Moje otroško domišljivo je najbolj raznela zgodba o cerkvi, ki naj bi se pred več stoletji pogrezla v močvirje parka Turniče. Vse je počakano. Pisanje je bilo zame čisti užitek. Poskušal sem uživeti vsaj približno tako, kot je užival moj oče, ko je iste zgodbe neštetokrat pripovedoval z velikim žarom in strastjo. In kako je oče znal uživati v majhnih stvareh, ljubil podrobnosti, lepoto, narave in življenja, tudi čustveno skrival. Verjetno bo knjigo vsak po svoje razumel, tudi vsak bralec, odvisno pač od osebnih izkušenj, znanja, domišljije in miselnih vzorcev, ki ga obvladajo. Tu bi povedal, sem malo večji obvod naredil v Ormožu, kot drugače, ker smo pač tukaj v Ormožu bolj govorili. To je za začetek, hvala. Hvala lepa. Predlagam, da slišimo prvi odlomek, preden se pomaknemo k naslovu, ki je pravzaprav tudi glavni motiv zgodbe. V trenutku, ko je začel med prsti svalkati naslednjo cigareto rovinski Ibar brez filtra, je močno počilo. Glavo je sunkovito obrnil v smer proti ostrešju secesijskega šolskega poslopja. Nekaj od kruškov strešne opeke se je skotalilo po strehi.
Stekel je čez dvorišče, odprl težka vhodna vrata in se s hitrimi koraki napotil po stopnišču, ki je v ostrih zavojih vodilo do podstrešja. Stikalo na vrhu stopnišča je škrtnilo, ko ga je zavrtel za pol vrata v desno. Odprl je železna podstrešna vrata. Luč, pritrjena na prečnem tramu, je medlo osvetlila prostor. Glava se mu je zatresla, ko je obujal spomine na grozne prizore iz vojne, ki so mu sledili kot mrka senca. Med spanjem ga je preganjali so ga sovražni vojaki, pa strah in obuk tistih, ki so jih oficirji prisilili, da se skupaj z njimi borijo v prvih vrstah na fronti. V dolgih nočeh brez spanja je poslušal stokanje ranjenih, pohabljenih, zblaznelih, neme krike mrtvih, vohal smrad razpadajočih trupel. Mati so se večkrat jezili zaradi tiste preklete svetovne vojne. Želeli so, da bi se zlobneži, ki so jo zakuhali, cvrli na dnu pekla. Spraševali so se, s kakšno pravico silijo preproste ljudi v svoje krvave obračune, pa zakaj jim Bog tega ne prepreči. V miru se da vsaj skromno živeti, vojna pa uniči vse. Hvala lepa za interpretativno branje. Sedaj pa nas zanima naslov. Naslov je pravzaprav izzivalen, klinc pa še trst in je glavni motiv, glavni problem, ki vašega očeta spravi v velike težave, čeprav ga ne izrečeno sam. Zakaj jim je šlo? Naslov bi mogel biti Kurz pa še trst. Kajti zgodba, ravnatelj nižje gimnazije v Ormožu, to še povem, osebe so vse izmišljene, priimke sem uporabil iz ormoškega okolja, nekaj pa od mojih sorodnikov iz Halos, tako da so čisto običajna tukajšnja imena, edino tako nastopajo, to so moj oče, moja mama, dedek, ti sorodniki, ki so bili realni. Ravnatelj nižje gimnazije v Ormožu je dobil oktobra leta 1953 poziv na orožne vaje na mejo z Italijo, s Trstom. Takrat je bila tržaška kriza, Tito je takrat v poklicu 90.000 rezervistov. In ko je to prejel, seveda je bil pomemben človek, komunist, ravnatelj edine šole v Ormožu in tako naprej, se je zelo razburil, zakaj so ravno njega poklicali na orožne vaje. No, ko je bil v zadregi, je pokličal očeta, oče je bil takrat mizar in hišnik v šoli, so bila prijatelja in zaupnika in je potem rekel, Kurz pa še trst. Pol ga je slišala njegova služkinja, ona sta bila zrače tudi ljubimca mimogrede, in je šla na postajo ljudske milice v Ormož, je povedala, kaj je rekel, policisti so mogli poklicati v Maribor, na puhovem motorju sta se pripeljala dva agenta. En je bil višji inšpektor Udbe, drugi je bil kapetan prve klase Kosa, vojaške kontraobveščevalne službe. Seveda, zaslišanje je potekalo vso noč, tako do zjutraj. Moj oče pa je bil problem, ker je bil naveden kot edina priča. Se pravi, od njega je bilo odvisno, ali bodo ravnatelja poslali na Goli otok, ali ga ne bodo poslali na Goli otok. No, in ker je oče hotel rešiti svojega prijatelja, je hotel dokazati, da se mu je na ruski fronti malo zmešalo, da je ne verodostojna priča. To jih je pač napeljeval, koliko mi je šlo, in potem sta agenta zelo zvita, sta mu postavila vprašanja na skrižna in tako naprej in sta dirigirala, o čem naj govori. O sorodniki, o družini, o mladosti, samo tako, da bi nekje napako naredil, da bi ga ujeli, da bi on pač tisto povedal, kaj je bilo, da bi lahko čimprej zaključili zaslišanje in ravnatelje postali na Goli otok. Tako je oče govoril tudi mitološke zgodbe, izmislil si je celo vrsto zgodb. Od potapljajoče se cerkve na Turnišču, tam, kjer je on živel, 300 metrov stran,
To sem jaz slišal pri moji babici, to vsi otroci poznajo. Cerkev se bi naj pogrezala v okvirje, potem pa so se farani, pa župnik, pa baron odločili, da je bodo izvlekli ven. In so tako naredili. So jo podprli in s konji in z volovi in ljudje so jo že malo dvignili, so že slavili, tako da so jo pol metra ven dobili. No in potem se je zemlja stresla, je pogonilo cerkev in veliko ljudi in živine. Ljudje so mislili, da je sodni dan. No, ta delček sem jaz slišal, ostalo sem si vse zmislil. Ali pa se je v knjigi to govorimo oče, ne? V knjigi si je oče to zmislil. No in potem so ljudje verjeli, da je sodni dan in sem opisal tisto bitko med dobrim in zlim, med Bogom in angeli, od poslanci Boga in hudičem in njegovo bitko in potem stiske ljudi, opisal sem okrog 30 karakterjev, od mestnega sodnika do župnika, do prešušnic, do gostilničarja, do kmetov in tako naprej. Kaj so počeli, ker so mislili, da je sodni dan, da jim bije zadnja ura, da bi prišli v nebesa, da bi se rešili dušo. S tem sem veliko posvetal. Ampak to je Ptuj. No, tukaj glede Trsta sem jaz potem naslov spremenil, ker moraš dati naslov, tako kot sem rekel Klinc pa še Trst, ampak to sem potem on tudi izreče na koncu knjige, ko je bil na orožnih vajah že, ko se je zaljubil v eno Primorko medicinsko sestro in tako naprej, pa potem tako uporabno, da smo lahko zadevo oblažili. To je v kratkem to glede naslova in kako se je šlo. Potem jaz malo morda bi še tako povedal. No in je potem v Ormožu sem šel skozi zgodovino na nek način od Jakoba Sekelija, ki je bil lastnik ormoškega Grgdu, ki je okoli leta 1500 zgradil samostan, frančiškanski samostan. Tam je bil danes še od samostanskega sistana samo ohranjena Veselkova klet, druga je vse porušeno, pokopališče je bilo tam za postale milice in kralj Matjaž je bil njegov bratranec in v te bitke, kako so vladali, kako je vse tukaj šlo. To sem poskušal čim bolj slikovito, da se vidi, kako bogata zgodovina je bila. Dejansko je bil Sekelj prvi slovenski diplomat, čeprav drugi mislili drugače, ampak on se je potem pogajal tudi s Turki in tako naprej. To je to, potem sem šel z zgodbo o križnikih. Vitezi križniškega reda so izredno pomembni za gospodarski razvoj tega našega območja pri Veliki nedelji in tako. Takrat po tretji, ko so pomagali v bitki pri Veliki nedelji gospodom Ptujskim premagali Kruce, so potem dobili zemljo, so tam naredili cerkev in tako naprej. No, jaz sem pa potem opisal, ker so pač križniki tukaj, kako je Kristus v sveti deželi naročil priorov križniškega reda, da naj potuje ne z ladjo preko Mediteranskega morja, kot so bile druge zgodbe glede Svetega Grala, ampak da naj potuje od Donavi in po Dravi navzgor v Evropo. Ampak tale prior ni vedel, kaj nosi sabo. Na koncu, ko je prišel v Ormož in na Jeruzalem, je ugotovil, da ima nekaj svetega sabo. Imel je sveto posodo, s katere sta Kristus in Marija Magdalena apostoli pili vino pri zadnji večerji. Tudi pri meni tudi Marija Magdalena sem zelo opisoval, ker mi je zelo pri srcu. Kot ženska njena vloga v cerkvi, ki bi mogla biti večja, po mojem vse, kot je bila. In te zgodbe so šle tako. Teda sem iz tega potem naredil. Potem sem pa v Ormožu tudi delal obdobje dr. Majriča, kot se spomnite, kako in kaj je bilo po vojni in tako naprej. Tako da sem to poskušal vse te kraje nekako opisati in vključiti v to. To mi je bilo veliko veselje, ker sem o tem veliko razmišljal, tudi s prijatelji smo se veliko o tem pogovarjali. Hvala lepa. Zgradba romana je zanimiva, ima 62 poglavij, pravkar ste navajali predvsem vložne zgodbe, ki jih pripenjate na osnovno zgodbo o zasliševanju na postaji Ljudske milice v Ormožu. Sicer pa je roman večplasten in za polno razumevanje res zahteva ponovna branja. Jaz predlagam, da slišimo še kak odlomek in se potem pomaknemo naprej. Jaz si bom dovolila reči, dedka sem zelo dobro poznala, vsi smo ga imeli radi in verjetno ga ta delček razkrije kot tistega pravega dedka. Starešina ciganskega klana je izpod suknjiča
besno potegnil dolgi nož. Sunkovito je zažugal po zraku. Rezilo je zasikalo. Pogledal je proti nestrpnim ciganom in jezno spregovoril nekaj besed v ciganskem jeziku. Nato je dejal: mladi gospodin je moj gost. Dovolil sem mu, da pleše sa devojkom. Če bi si kateri od vas drznil človeku, ki je pod mojo zaščito skriviti en sam las, mu bom udrl kožo kot prašiču. Ostanite pri mizi, da ne bi med plesom motili mojega gosta. Pravilno raščeni zobje so se svetlikali med vse bolj rdečimi razprtimi ustnicami. Imelo me je, da bi jo predvsem i poljubil. A je razum prevladal nad poželenjem in strastjo. Poljub bi bil lahko poljub smrti. Veliki uhani so zarisovali zlato-rumeno krožnico okrog njene ljubke glave. Kot uročen sem zrl temno-zelene oči v dolge črne trepalnice. Vranje črni lasje so živeli kot konjska griva v divjem galopu. Ob vsakem obratu so odkrivali vitek vrat in ramena. Dekle je prijetno dišalo. Tipalke na breklih prsi so me v ritmu vrtenja božale, počgale so strast do meje eksplozivnosti. Kljub bolečini, ki jo je povzročal revmatizem, sem se vrtel kot blazen. Živela sva veličastno harmonijo narave, erotike, norosti ženskega in moškega elementa. Želel sem si, da bi naju ritem v vrteči se spirali popeljal naravnost v raj. Roman je torej večplasten in sicer smo rekli, da ga je treba kar večkrat prebrati, da bi ga polno razumeli. Preja zgodbe v bistvu teče zelo gladko, jezik je sočen in ga popestrijo tuji izrazi, dialektizmi. Torej je zaznamovan tudi s prliščino, z našimi izrazi tukaj, ki jih govorimo. Navedite jih nekaj. Nekaj sem jih navedel v Ljubljani, Ormožu, mislim, da jih ne rabim, ker si boljše vejo prliško kot jaz. Jaz bi pa malo še se tukaj iz knjige. Prej sem povedal zgodbo o Svetem gralu. Večina ve, zgodbe o Svetem gralu, vsaj 3 države si lastijo zgodbo o Svetem gralu. Eno, Francozi, Pirinejih, na drugi strani Pirinejev, Španci in potem Angleži. Ko sem o tem razmišljal, oni imajo ravno toliko dokazov kot jaz. Nič. Mislili so si zgodbo, naredili so jo. Seveda so nekatere zgodovinske osnove, s katerimi lahko greš, ampak veliko je praznih prostorov in težko stvari dokažeš, tudi če bi lahko. Govoril sem tudi o inkviziciji, lovu na čarovnice in tako. In zdaj, glede inkvizicije, kako bi eno zadevo, Kopernikovo lahko dokazal na primeru Ormoža, sem tako se malo pošalil in sem napisal tukaj noter. Če mi zasliševala inkvizicija, bi bil takoj pripravljen priznati svojo zmoto, ker vem, kaj so ti norci počeli z ljudmi, je priznal kapetan prve klase. Za ateiste je zemlja središče sveta. Ljudje se rodimo in umremo na zemlji. Tudi naši posmrtni ostanki ostanejo tukaj. Za voljo mene se ga lahko tudi sonce vrti okoli zemlje. Če se okoli nje vrti luna, zakaj se ne bi smelo tudi sonce? Teorijo o vrtenju sonca okoli zemlje, ki jo je stoletja zagovarjala cerkev, bi z lahkoto dokazali na primeru mesta Ormož. Kot veste, sonce zjutraj pokuka čez hrib Hum na vzhodni strani mesta. Najprej obsije grajski park, nato mestni trg, postaje ljudske milice, nižjo gimnazijo, slaščičarno. Sonce zaide na zahodni strani mesta in se skrije za hrib Heindl. Njegovi žarki se nazadnje poslovijo od bolnišnice za pljučne bolezni, mestnega pokopališča in reke Drave. Torej, logično. Zato se cerkveni modrijani verjeli, da se sonce vrti okoli zemlje, na kateri ne soglašate z mano, a kaj za to? Danes lahko vsak svobodno razmišlja o vesolju, to je prava svoboda razmišljanja, ki jo podpira ljudska oblast. Tu bi povedal, da so zadeve, ki se pogovarjamo, na zaslišanju sta bila kapetan prve klase, višji inšpektor Udbe, komandir milice, namestnik komandir milice in policist, ki je bil zadolžen za Udbo. In moj oče. To je bilo vse. In zdaj, ko boste knjigo brali, če jo hitro bereš in zgubiš nit, pozabiš, kdo kaj govori. In to vas lahko zelo hudo zapelje in bodo rekli, Mikša je pa hude stvari govoril. Če pa počasi bereš in povežeš, kdo je kaj govoril, to sovraštvo Udbe in ljudske oblasti do cerkve,
neverjetno preganjanje, kar se je Škofov Volku dobilo, vse, kar se je to počelo, to je vse noter natančno napisano, ampak zmeraj prosim, zavedajte se, kdo je kaj govoril. Ne? Ker to, kaj je govoril oče, kaj je drugo, kaj so mu učitali, to je druga stvar. To ste vse je kaj natančno, ampak to je treba biti preveren, ker drugače lahko človek prehitro sklepa. Tako kot je rekla urednica, knjiga je večplastna, jo moraš počasi brati, ne moraš brati kot ljubezenskega romana, malo spustiš pa naprej, priješ pa na koncu malo zgodbica, tu noter je stotine zgodb. Ampak vse zgodbe so povezane v eno harmonijo in sem zelo vesel, da mi je nekaj uspelo narediti tako za Ormož, za Ptuj, za Slovenske Gorice, za Haloze, tako da človek lahko vzame knjigo v roko, se vsede v avto, se vozi po vseh teh delčkih, kaj je bilo, od Studenice samostana, kjer so Magdalenke tudi prebivale, do Ptujskega gradu Turniče, do Borla, Velika nedelja, Ormož, Svetinje, Jeruzalem in vsa ta okolica. Tako da to je neka zgodba, ki je nastala. Morda bi samo še to povedal, glede nastanka knjige, ki sem prej pozabil. Ko sem bil veleposlanik na Irskem, sem uredil sodelovanje med muzejem, Ptujskim muzejem in z muzejem na Irskem. No, ko je bil Arih direktor na obisku, je videl, da ima tam vsaka neka vila ali grad, ima neko zgodbo. Ali žalostno, ali ljubezensko, ampak neko zgodbo. Kratko, kakorkoli butasta zgodba, je zgodba ljudi pritegne. No, potem sem pa rekel Ariho, Ptujski grad imamo, Ptujski Ormoški muzej je eden najboljših v Sloveniji, vse, kar premoremo. Dajte tam imate pisati na Ptuj, ne napišete zgodbo. Napišite zgodbo, knjigo o Ptuju, Ormožu, da jih bodo pritegnili. Pol se srečamo čez eno leto, se kaj napisati, se rekel, da še niso napisali. Se rekel, pol bom pa jaz mi izletelo, ne, malo sem jezikal, pa se rekel, bom pa jaz napisal. No in ti hodič. Pride Arih, se srečamo čez pol leta, rekel, no Mikša, ste kaj napisal, ne? Se rekel, ja, sem rekel obljubo, no, sem rekel, bom pa napisal. Teda sem potem tele zgodbe, še dodatne tukaj, v tej knjigi se dogajajo, napisal tako, da sem čim boljše predstavil našo regijo, da sem predstavil Ormož, da sem predstavil Ptuj. Seveda, lansko leto so tam na ministrstvo in agencije za turizem nek trend, vzeli trend, da je potrebno, da krajem, da regijem jih povežemo z neko zgodbo. Zdaj se trudi, da bi kakšno zgodbo napisali, da potegnemo več turizma, ljudi in obiskovalcev. No, jaz mislim, da mi je s to knjigo uspelo prehiteti druge občine, druge regije, zdaj upam, da bomo mi uspeli tudi v delovnem smislu na nek način dohiteti. Pa vendar, kakšno vlogo imajo v romanu ženske? Torej, kako vplivajo na potek zgodbe, predvsem pa na moške? Ženske imajo pri meni zmeraj veliko vlogo, to ste že lahko prebrali v mojem prvem romanu, njegova ekscelenca Kristjan Graset. Tukaj pa več žensk nastopa. Prva in tako, ko mi je res pri srcu, ki sem se veliko poglabljal v njo, veliko preštudiral, je Marija Magdalena, njena vloga v cerkvi, njena vloga humanitarna, tako naprej. Seveda, v moji knjigi jaz govorim, da so bili pač apostoli malo ljubosumni na Marijo Magdaleno, ker je Kristus mirejši kot njih. Tako da boste videli malo zadeve. In tudi, ker sem ravno zdaj o Mariji Magdaleni govorim, se je Kristus, ko se je malo naveličal tega monotonije v nebesih, je potem rad se spomnil na mladost, 33 let svojega življenja je že bil v moškem telesu na zemlji, seveda se je spomnil na svoje ljubljeno, na apostole, to, da je potem občasno prišel v Veselkovo klet in je tam ostal par dni z apostoli in z Marijo Magdaleno. Teda tudi to sem tako opisal. Tukaj, to, kar je žena prebrala, je Plesec mlado ciganko. Moj oče je bil po vojni, je imel takšen revmatizem zaradi ruske fronte, da je hodil po bergljah. No in potem je bil na eni veselici, tam na zdravljenju v Laškem in tam seveda so bili cigani pri mizi, ena lušna ciganka in ti njegovi prijatelji, vsi so stavili, da bodo z njo plesali. Vsi so šli, z nebenim ni šla plesati, ker so vsi šli njo vprašati. Oče pa je bil že zvit in je dobil izkušnje po svetu, kot je hodil in je ocenil, kdo je glavni pri mizi. Pri ciganih seveda je, da poglavar družine je glavni, on odloča, sodi, kaj bo, odloča o življenju, odloča vsem. Če ob njemu seveda ga je prosil, mu je prežgal cigaret, tako ko se spodovi sta poklepetala, pa rekel, da bi želel z njeno plesati. Je rekel, izvoli, katero hočeš, pa je rekel, tole, ne. Potem on mu je določil plesalko, je šla, seveda so cigani skočili gor, ampak je potem on
zelo odreagiral in jih je pomiril. No in moja žena je prebrala tale odlomek tega njegovega plesa. O tem je on tudi veliko krat govoril, moja mama je tudi 1000-krat slišala, jaz pa mogoče 500-krat. Tako da je to res taka zgodba, ki sem jo hotel čim bolj doživeto napisati in se je tudi opisal. Naslednja je ženska, je Katarina, žena gospoda Friderika IX. Ptujskega, ki je bil zadnji potomec, z njo nista mogla imeti otrok, to je bil tudi problem, in seveda je imela sta tam eno prijateljico, ki je bila sorodnica devinskih grofov, je na turnišču živela in nekako tale Agle, Marijela, se je potem hotela žena, da bi mu jo podtaknila, da bi mu rodila sina, in potem sta ga manj napile in zgodba gre naprej. Tako tu je zelo taka zanimiva zgodba ženska. Potem pa še ena ženska, ki je bila dejansko tam v Laškem, sta se z očetom manj zatrapala in tako naprej, ampak na koncu se je zgodilo, da je bila majorka Urbe, ki je spremljala neke generale in visoke partijske funkcionarje in državne, ki so kovali zaroto proti Titu. In seveda potem malo nehala ona poročati, kot bi mogla, potem so poslali komisijo drugo tja, no in tele zgodba, kako je bilo z njo, kako se je porešil, kaj so vse izvedli, to je potem dolga zgodba. Tako da tukaj ženske so v tem zmeraj prisotne in se tudi prepleta. Brez žensk ni nekega romana, ki bi imel dobro vsebine lahko. Hvala lepa za odgovor. Kaj bi še posebej izpostavili v romanu, kaj je vas najbolj navdušilo? V čem ste pravzaprav videli največji izziv v pisanju? In kaj je tisto, kar vam je povzročilo največji užitek ob tem, ko ste ustvarjali? Ja, ker sem jaz to pisal 10 let, je bilo veliko užitkov in so dolgo trajali, kar je mi všeč. V vsakem poglavju, ki sem ga pisal, nekaj se drugače uživaš, na nek način. In ker sem pisal več romanov hkrati, sem se potem mogel malo sproščati, pa na nek način se bolj koncentrirati. Tako da užitek mi je bilo to, ko sem ugotovil, da sem približal očetovemu razmišljanju, čutenju in tem svetu. Seveda tudi moja mama noter nastopa, nekaj stvari je prebrala, nekaj sem pa še dal v zadnjih 2 letih, ko tega ni prebrala noter. Tako da bom, pa še to povem. No, ko sem mami dal roman za prebrati pred 2 leti, sem mi dal svinčnik, pa sem rekel, to lepo preberi, če ti kaj ni všeč, kaj sem o očetu napisal, prečrtaj. Mama lepo prebere, prijem jaz čez 2 meseca domov, mi da knjigo, sem rekel, kje si pa kaj prečrtala? Ja, sem rekel, nič ni prečrtala. Sem rekel, zakaj pa nisi? Je rekla, ja, ne vem, kako si ti to lahko tako dobro vse zapomnil, kaj je oče povedal. Pol pa kaj pa sem jaz o tehle malo ženskah napisal, ja, veš kaj moraš pomagati. Takšni je oče bil, ženske so ga imela rade, tako mora ostati. No, tako da sem bil zelo vesel. Pol pa še je to napisala izjavo, pa je podpisala, pa je rekla tako, da če bo ti kdo kaj očital, da bodo videli, da se jaz vsem strinjam. To še imam papir, še imam zdaj napisal. No, hvala ti za to, da sem dal knjigo tako napisal, ko sem čutil in tako, kot sem vedel. To je glede tega. Če bomo kakšnih par minut daljši, ne bo nič narobe. Če vas zanimajo, kakšne tele stvari. Je v redu? Ja. No, prebrali bodo že sami, kasneje, ampak jaz da bi malo povedali stvari še. V redu. Poglejte, ker knjiga je napisana v samih dialogih. Jaz imam komaj kakšno zadevo, ki ni dialog. Tukaj bom napisal o križnikih. Križniki so res pečat naredili tukaj pri nas, so vplivali na razvoj, na ljudi, na vse zelo pozitivno. Križniški križ je drugačen od drugih, njegovi robovi so osločeni navznoter, je Frančka dopolni višji inšpektor. Slišal sem govorice, da je pomemben vojaški povednik vitezov, ki je bil prior križniškega reda nekje na Nemškem, nepričakovano vzkliknil: tu bom ustal in zgradil cerkev. V njej bom daroval svete maše, prepeval slavo Bogu na višavah in se zavzemal za večni mir in ljubezen med ljudmi na zemlji. Pokoril se bom za grehe, ki sem jih storil v imenu Gospodove in njegovo slavo. To je Božja odločitev. Naj živi Božji grob, ki smo ga branili tako pogumno, da je tekla kri nevernikov v potokih. Nobena nevernica ni ostala devica, niti stara, niti mlada. Gospod naj blagoslovi ta prelepi vinorodni grič in njegovo slikovito okolico, ki se spušča proti starodavnemu mestu Palermos
in reki Dravi. Tu je moj Jeruzalem. Dovolj mi je bilo vandranja po svetu in barbarskih početjih, ki niso vredne imena Gospodovega. Tukajšnji kmetje in viničarji so miroljubni, veseli ljudje. Vsak dan uživajo odlično vino, ki ga duhovnik pri svetih mašah spreminjajo v Kristusovo kri, ker se zavedajo, da je za daritev Bogu dovolj dobro, ne le najboljše. To sem govoril, kako je Sveti grad, potem so prenesli na Jeruzalem. Kaj pa Panonsko morje? Ojoj. Jaz sem tudi napisal en razglas ormoški, ker so ga eni tajno dali, da so potem budu v centru Draža, boste videli, tukaj noter je napisan, dolgo, natančno, potem mi tudi govorijo, kako jih poučujejo v zgodovini in iz zapisnikov, kaj je Udba delala, seveda sem si velik zmislil, kaj je bilo. Njegov seveda jih je zadelo to, ker so videli, da je Franček res neumen, ne? Ko je rekel, da je bilo Ormož nekoč največje pristanišče na zahodni obali Panonskega morja. To je točno tam, kjer se srečajo, kjer se v reko Dravo zlivajo Sejanca, Pesnica in Rešniški potok. To se potrga, ne, si malo dokazal, da se resno, ne. Tega že milijone let ni, ti pa še zmeraj govoriš, ne. In kako so oni tam igrali, pa jadrali po tem morju, ne, o tem. Ampak to je zelo natančno napisano, bi težko govoril. In tudi zgodovino mesta sem napisal, tudi sem povedal noter, da zdaj nova oblast ne misli tih hlapci ljudske oblasti in tako naprej, da bodo vse ničli se dan reči, da Ormož ima dolgo zgodovino vsega tega in ljubezni od vojn, prešuštva, obrtništva, kmetovanja, predelovanja vina in tako naprej. In seveda sem tudi povedal, da je Ormož 130, da ni kar tako, ne, da je to bila ormoška veja gospodov Ptujskih in da so gospodov Ptujski dali Ormožanom že mestne pravice 130 let pred Celjem, pred knežnim mestom. Teda sem vso to zgodovino tudi od Keltu pa to naprej sem otel, ampak ni zdaj toliko časa, da bi kaj govoril. Seveda bi z veseljem kaj še povedal. Ja, seveda, zato pa predlagam, da avtorju zastavite še vprašanja. Izvolite. Mogoče? Če ne bo drugega, če meni dovolite. Kot poznam tega Mika, mi mu rečemo Mika ali Miki, je eden največjih lokalpatriotov, kar jih poznam. Po moje bi bil pripravljen napisati še kakšen daljši roman, se žrtvovati, teči maratone, pa zato nima časa. Kaj je pravzaprav tisto, kaj te poleg tega, o čemer pišeš, še veže na Ormož? Jaz, ko sem bil na Irskem, sem se veliko poglabljal v irsko literaturo, mi je zelo blizu Oscar Wilde, James Joyce, William Butler Yeats. James Joyce je odšel iz Irske, ko je bil star 23-24 let, odšel je v Trst, je v Trstu ustvaril veliko let, je napisal tudi Del Ulyssesa, to je bil najboljši roman 20. stoletja in vse življenje je v tujini preživel. Bil je zelo inteligenten, je končal jezuitsko gimnazijo, zelo kvaliteten pouk, bolje študiral jezike in je poučeval angleščino. In v vseh romanih, kaj je napisal, eden je težji od drugega, se vse vrača in vse se dogaja na Irskem. Kljub temu, da je veliko živel, seveda je potem tudi v Marošici. Mene, jaz ga nisem želel kopirati, jaz pač tako čutim in tako delam. V prvem romanu sem Ormož prinesel noter, koliko se ga je dalo. Ta drugi roman je veliko tega in našega okolja in naših ljudi in razmišljanj in tako naprej. V tretjem romanu slovenščini napisanem, ki je pravljični roman za odrasle, se veliko stvari dogaja v Ormožu, ker nastopajo tistega, sem po svetu mojemu pokojnemu bratu, nastopata dva njegova prijatelja noter in ena prijateljica. Tako da vsaj eden od teh, ki nastopa tukaj si danes v tej dvorani. Ampak bo posvedel potem, ko bo prebral knjigo, ko bo narejena. Takrat sem se tudi vračal, čeprav se govori o nekih drugih stvari, se vedno vračam.
tudi v mojem največjem romanu, ki sem ga napisal na irskem, v angleškem jeziku, okrog 800 strani je dolg, tudi tam še ni izdan, seveda, ker sem ga v uredniku vzel 14 dni, preden sem šel iz Irske, ampak bomo ga že dal nazaj. Tako, da tudi v tistem, koliko sem lahko, sem naše kraje povezoval v to roman, ki se je dogajal povsod po svetu, to je zelo obsežen roman. Tako da, tisto, kar si ne moreš zanikati, jaz vem, da smo imeli takšno mladost, otroci smo uživali, zato smo se že pogovarjali s par prijatelji, tukaj je Pišta, pa Kuče Gazda, pa s Frenkem, pa Litlekom in takšnim, pa Slavekom, ki sem napisal ormoške zgodbe, pobalinske zgodbe, ko smo bili majhni. Mi, ko smo to v vrtcu, smo take stvari počeli, da to ne moreš danes verjetne. Vidim tam, da še je Koka Bajardo, tudi moji sošolci Mičo, pa kolega Spalavec, kaj že? Pektovič, ja, smo se prej videli, da je Spalavec, in pa tudi Julika, pa Ljubica, pa tako nas je veliko. In smo tudi v osnovni šoli smo toliko zgodb naredili, si povedali, da smo se dogovorili, ko jaz vse moje stvari naredil, ki so prve, ki jih hočem dokončati, bom prišel v Ormož, si bom vzel, takrat bom že v penziji, ker bom šel čez 2 leti in pol, sem se odločil, tudi če ne me delovne dobe še, ker sem malo že utrujen od vsega. Tako da bomo se usedli, bomo kreirali, tudi Alenka Kociper je rekla, bo sodelovala in nekaj nas bo, da bomo šli skozi te zgodbe, ki sem jih napisal, vsak bo dodal svojo in bomo potem res ene takšne zgodbe naredili, da bodo današnji otroci, ki so navajeni bolj individualno živeti, računalnik, televizija in tako naprej, da bodo videli, kaj je druženje, kaj je tisto veselje prvinsko. Pri nas je bilo najhujše to zvečer, ko se je zmračilo, ko so nas mame klicale tam, mi smo v šoli stanovali, pol pa iz 2 blokov okrog, ja, moraš priti gor in vsak se delal, še 5 minut, prosim, še 5 minut in tako smo delali po 2 uri, ne ni šel. Tako da smo tako skupno smo živeli, vidim tudi Marija Paničeva, sošolka je tukaj, da smo res nekako tako uživali življenje in prav iz vsega tega, kar sem tukaj doživljal in potem smo še hodili v gimnazijo nam tudi skupaj, potem se pa mi je začelo moja mednarodno življenje, sem živel, vsega skupaj bom preživel 17 let v tujini, če pa še štejem moje službene poti, jih je vsaj še za 2 leti in povsod, ko se vračaš, čez nekaj časa je malo nostalgije in zmeraj se mi misli vrtijo. Spominjaš se na tiste lepe čase, ko si bil svoboden, ko si se lepo počutil, ko si imel prijatelje, ko te nihče ni hotel. Seveda smo se malo nahecali, da je pa komu kaj špičili, to smo veliko naredili, ne pa nekih generalnih nesramnosti, koliko se danes dogaja. No in potem je to v meni, jaz to govorim, Željko sem požalil omeniti, Željka moja sošolka, seveda tukaj, prva soseda, ko sem bil tam od nas, sem jo skozi okno lahko videl čez cesto, potem sem pa šel malo pogledati, če je že francosko nalogo napisala v gimnaziji. No, tako da bomo to naredili in jaz mislim, da bodo mladi v Sloveniji bodo presenečeni, bodo to radi brali. Mislim, da je to taka ena zadeva, ki jo moramo skupaj narediti. Tako, bi želeli še kaj izpostaviti, morda? Povej mi, prosim, koliko je ura, koliko še časa? Minutažek. Amalje? 18:56. Še 3 minuta manj. Ja, smo kasneje začeli, veš. Bom še vam mogoče samo kakšna 2 odlomka prebral. Ne, lahko. Ali pa ne bom. Amalja je rekla, da ne bom. Želim tudi to povedati, vse boste videli konec, kako je bilo. Seveda sem nekaj vključil tudi moje sorodnike iz Hados. Zelo rad upisujem naravo, okolico Ormoža, boste videli tole naše poti ob Dravi, moje vračanja v park, ko pridem, 2 stvari imam, ko pridem v Ormož. Gremo v park in grem do kapelice. Kapelica mi je zmeraj pomenila neko povezavo med to stranstvom in ono stranstvom. To mi je taka ena duhovna hrana. Druga mi je, da grem do kopališča Majrič. Tam smo marsikaj doživeli, tam so spomini, zdaj vidim, da je katastrofa, se je vse podrlo in tako to me zelo boli. Pa bi bil najbolj vesel, če bi se kaj dalo v redišče, kaj vštimati, vse da se ne bo porušilo. Kopališče Majrič sem opisal, kot bi rekli, v preveč detaljev, tako detalje sem opisal, da potem, ko smo brali z mojo ženo, je rekla, to pa se več ne bo dalo brati. No in pol mi je svetovala, tako malo bolj prijazno, malo manj prijazno in sem jaz to malo skrajšal, da se da brati. Ampak
tam sem tudi tale turizem in tudi dr. Majriča vključil, tale turizem, kaj je bilo, ta film, ki je bil posnet v arhivu v Zagrebu, 20-minutni Ormož, 36. leta, to ga niso imeli velike turistični kraji, tako da to, to mi je Željka dala seveda, da sem potem presnel, pa sem bral, tako da sem vse skušal tele opisati ljudi, del Ormoža, ko se ravnatelj in oče na koncu, moj oče je bil tudi kinooperater, je vrtel filme, se spomnite, v bolnici je imel zmeraj, vsaki torek ob 8 smo šla na Primo, pa smo dali gor, sem ga jaz malo asistiral, sem včasih potegnil tiste platno gor, to je pa notri, tam je bila včasih, je bila kapelica, taki posvečeni prostor, pa so gledali kavbojske filme, gor pa vsega drugega, ampak tu bi vas pa rad samo eno zgodbo opisal, tam je bila ena ženska, mlada, izredno lušna, in je imela kar hudo stopnjo duševnih motenj. In ona, Revica, je mislila, da je moj oče filmski igralec ali pa režiser vseh filmov. In ona je rekla, ko je bil kateri všeč, Franček, to si ti, ne morejo oni tebe tako zakamuflirati, da te jaz ne bi spoznala. Jaz te začutim in to je vse, ne morejo me nafarbati. Zdaj pa samo tisti delček prebral, kako je odreagirala v tistem filmu, ker to je bilo, oče po tem filmu zadelavsko univerzo vrtel, pa vsa predavanja, to, kar je imela univerza občine, po vseh šolah v okolici, tako da to je tudi, sem jaz včasih z njim vozil, in pa seveda sem te hribe najboljše sem spoznal Slovenske Gorice, ko je bila krvodajalska akcija v šoli, oče je bil pa prijatelj od tega, ki je bil šofer, so vsako poletje imeli tam in potem jaz radoveden, kot sem bil majhen, mi je oče dovolil, da sem sedel na prvem sedežu in sem se s tem imeli avtobusi, Rdeči križ, ko so ljudi vozili iz vseh krajev v Ormož, da so dali kri, sem se jaz vsak dan cel dan z njimi vozil okrog. In to sem potem užival v tem, neverjetno. Če lahko ti čas kaj poveš, da jaz najdem tisti zapis. Ali pa žena, če hoče. Če ima morda kdo še kako vprašanje? Sem najdu. Tukaj, to je bil velik del njegovega, vse potem ga tudi udbovci sprašujejo, pa vsi drugi, kako da se tako na zgodovino razume, kje je tak vir njegovega zgodovinskega znanja, ampak po na koncu se je videl s filmom, ki jih je vrtel. Reče, moram vas pohvaliti. Moram tukaj začeti. Težko se brzati ob ženski, ki se ne sramuje neustavljive strasti, se je namuznil namestnik komandirja. Očeto so vsi so se zafrkavali s te zgodb. Tista trapica te spravlja hudo preizkušnjo. Slišal sem, da te med predvajanjem filmov v zatemnjeni dvorani nekdanje bolnišniške kapele, kjer je zdaj edinica, najprej plah Boža. Čez čas se nežni dotiki spremenijo v drzno otipavanje pred očmi psihiatričnih bolnikov in pijančkov. Noro vam rečem, da filme predvajaš na steno, kjer je nekoč stal oltar Svete Marije, katere duh ne bo nikoli zapustil tistega blagoslovenega prostora, pa še bolj noro. Moram vas pohvaliti, da je višji inšpektor. Naš poročevalec, tudi med norci jih imamo, se ravno oni marsikaj odkrito in po pravici povedo, je zapisal, da ni mogel verjeti, kako spretno ste se odzvali, ko se je tista norica ob romantičnem ljubezenskem prizoru na filmskem platnu začela pribijati k vam. Sprva vam je pogljubljala roko, potem je hotela še več. Ko bi vse lahko slišal, kaj se vam je še letala na uho. Njeni gibi in blazni vdihi bi prebudili strast vsakogar. Zadeva je bila izredno kočljiva zaradi strogega bolnišniškega reda in morebitnega negativnega vpliva na javno moralo. Dekle je bilo vendarle na psihičnem zdravljenju. Našemu sodelavcu, sedel je za vama, ni bilo jasno, kako ste jo uspeli pomiriti. V trenutku vas je nehala nadlegovati. Celo prijazno se vam je nasmehnila. Njene turkizne oči so se svetlikale v migetajočem snopu svetlobe iz kinoprojektorja. Tudi blazne oči so lepe, znajo poželjivo pogledati. Simetričen obraz je bil videti kot umetniško delo. V vas je postala krotka, ubogljiva, srečna. Zmedeno glavico z dolgimi, skuštranimi lasmi je naslonila na vašo levo ramo. Objela je zapestje vaše levice. Sledila je bitju srca. Tu in tam je pritajeno vzdihnila. Bila je kot majhen otrok,
ki nekaj pričakuje. Začutila je varnost, toplino in pripadnost nekomu, ki je močnejši od nje. Hvala lepa. Če torej predlagam, da zaključimo današnjo predstavitev, ker mora ostati še kakšna skrivnost v knjigi, ki jo boste brali. Sicer pa Klinc pa še trst je roman, ki nosi krepko sporočilo. Je mnogoslojno, v njih je človek, predvsem vaš oče, ujetnik časa, prostora, sebe, je žrtev blaznih idej, sistemov, vojne, ranljiv in nebogljen, seveda za željo po svojem, da bi preživel lepo svoje edino življenje. Tako, hvala lepa. In sedaj pa predajam mikrofon še gospodu Mikši, da izreče zahvale. Spoštovana gospa Milica Šabora, dobrodošla. Zdaj sem šele opazil, da ste tukaj, ker ste bolj za kamero skrita, tako da hvala. Jaz bi se že najprej tukaj zahvalil gospe Nevenki Richter Peče, direktorici založbe Obzorja Maribor, ki je seveda, ko je prebrala mojo knjigo, se odločila, da je primerna, da bi jo njihova založba lahko izdala, zato se zahvaljujem. Z njo smo se pogovarjala konec avgusta lani, zdaj 8 mesecev minilo, knjiga je natisnjena, knjiga je tukaj. Gospa Nevenka, kje se, prosim, če se dvignete, da vas vidimo vsi. Blanko poznate, Nevenka, Blanka sta sestrični, moj oče pa je bil velik prijatelj od Erhartiča Edija. Želel bi se zahvaliti seveda urednici moje knjige, Blanki Erhartič, za pomoč, za nasvete in tudi za zelo skrbno lektoriranje knjige, kar je zelo težko. Težko je zato, ker sem uporabljal določene izraze, katere moraš preverjati, imena, ki niso vsakdanja, in da je potem verodostojno zapisano, je kar mogla prelistati veliko leksikonov in slovnic in tako naprej. Sedaj bi se zahvalil tudi moji ženi, ki je tukaj brala, ampak njeno zahvalo sem napisal v knjigu, zato je to zadnja stvar, ki bom jo prečital. Soprogi Amaliji Jelen Mikša se zahvaljujem za večletno kritično spremljanje nastajanja romana in številne nasvete, s pomočjo katerih sem posamezne pripovedi stkal v celoto in ustvaril občutek za lepoto slovenskega jezika. Zahvalil bi se gospodu županu Alojzu Soku, ko sem prišel k njemu in sem mu povedal, da nameravamo napisati knjigo, kaj bo v knjigi, je seveda rekel, da je občina, da je to pomembno, se mu zdi, da bo kdo napisal takšno vsebino, ki bo potem lahko občine koristila še dolgo in bodo še naši zanamci lahko brali z užitkom. Sem pa tudi opisal pri zadnji vožnji iz dvorišča nižje gimnazije skozi Skolibrovo ulico in vse naprej mimo hotela, po Dobravski ulici gor, vse stare hiše, kdo je ki živo. Teda to za Romožane bo to zelo tako zanimivo. Seveda je gospod župan Sok in občina z odkupom določenega števila knjig na prejšnjem podprla tole knjigo. Zahvaljujem se Milici Šabora, direktorici knjižnice, da je že drugič organizirala predstavitev moje knjige v Ormožu. Tudi za pogostitev in vino se zahvaljujem firmi Puklavec and Friends in Marko, ki je to, Marko, kje si ostane? Zadaj sedi. Zime je šel, zabavnikov, ki je takoj bil navdušen in rekel, da bodo tudi to podprli. Seveda bi še nekaj povedal o knjigi. Ta knjiga je 85 strani daljša kot moj prvi roman, s tem, da je založba veliko vložila v njo in je tudi povečala naklado na 700 izvodov. Prva knjiga je imela 400 izvodov, smo uspeli knjigo, kljub temu, da je daljša, doseči ceno, ki je 5 evrov cenejša od prejšnje knjige. Danes je tukaj knjiga po promocijski ceni 22 evrov. Knjiga je, kot ste videli, jaz pač sem estet, srečal sem založbo, kjer so tudi vsi esteti, ki imajo radi, da je knjiga, če
če je dobra vsebina, mora biti tudi dober okvir, dobra naslovnica in to je res lepo izdelana in kvalitetno, seveda tudi draga verzija, ki smo jo uspeli v neki normalni ceni narediti. Seveda, zdaj, ko bomo zaključili, preden bomo začeli s prejemom, bom jaz knjige podpisoval, nekaj knjig še zadaj, bom vesel, če bom jih čim več lahko podpisal in želim vam prijetno branje in seveda, ne pozabite, ko bom prišel v Ormož, želim slišati vaše odmeve, vaše mnenje, da mogoče, če že kaj napisano, vidno, kaj moram paziti in kaj ne. Ampak še enkrat opozarjam, prosim, ko berete knjigo, zmeraj gledajte, ne pozabite, kdo govori, z katerih ust so šle besede. Drugače boste zelo zmedeni in boste mogoče napačne sklepe naredili, ko pa to pogledaš, pa na koncu si zadovoljen. Tudi jaz, ker avtor knjige je najbolj kritičen in najtežje si nekako s knjigo, da si zadovoljen ali nisi. To je zdaj od teh knjig prvo sem delal veliko, pa so se neke stvari vmes še zgodile, pa se kaj podrepa, ne narediš, koliko bi mislil. Tu pa sem zdaj, ko sem jo na koncu prebral, potem hvala moji ženi in tebi, ne vem kaj, da so mi stali ob strani, da sem res naredil, zdaj, ko sem prebral, sem jo z užitkom bral, tako da sem nekatere stvari, ko sem jih bral, sem mislil, da jih berem prvič. Če se ti pri knjigi to zgodi, to pomeni, da je zanimivo, da te potegne. Hvala lepa, je prijetno branje. Dejansko gospodu županu po prvi knjigi, ki se ukvarja z diplomacijo in erotiko in ki je bila nagajiva, pa tudi ta knjiga je na trenutke nagajiva, pa morda zahvaljujem se vam, da ste temu mojemu soprogu zaupali, ko je prišel k vam, ne glede na prvo knjigo. Človek nikoli ne ve, kaj ga lahko v takšnem paketu čaka. Hvala vam pa vsem, ki ste danes z nami. Če mi dovolite, se že prej se oddelamo očitno sferati ni opazno. Spoštovani gospod veleposlanik, skupaj z soprogo, dovolite mi, da vas seveda v imenu občine Ormož in pa v svojem imenu ob tej priliki tudi pozdravim v Ormožu, v vašem rojstnem kraju, kjer ste preživljali svojo mladost in verjamem, da tudi preživeli tako vsak najlepše obdobje svojega življenja. Jaz sem sigurno v tej funkciji, v kateri trenutno sem, hvaležen vsakemu, ki bilo kaj ustvari in napiše v kraju, ki ga nosi, sapo, ki ga nosi v srcu. In moram reči, da smo letos, kar se tiče občine, podprli do tega trenutka 3 izdaje knjig. In sicer eno gospoda Rajka Topolovca, podaljšeno partizanstvo, mislim, da naslov. Potem je pokrajinski arhiv izdal eno knjigo Janeza Trstenjaka o prvi svetovni vojni, pa potem tale vaša, ki jo bom seveda z zanimanjem prečital, tako kot sem tudi prejšnji. Jaz vam čestitam, da ste zbrali čas, da ste našli ta čas ob vsem svojem delu in ste napisali zgodbo o svojem očetu. Sicer sem poslušal, pa nisem mogel v pogovoru slišati, katerega leta je bil rojen. Predvidevam pa, da je bil nekako letnik mojega očeta. 1927. Isto mama, isti letnik. Mama je 89 letos. Moja starša sta potem malo starejša. Moj oče je bil 24 letnik in je tudi bil agresivno mobiliziran. Za svečnico leta 48 se je to tako samo mimo glede. Ne vem, če bom kdaj imel čas, da bi jaz kaj o tem zapisal. Se je poročil, torej 48 leta, in ko je po tisti svoji poroki se vračal iz Gozda, se je ostavil v gostilni Ojnik, v Moškanjce. Tam so neki moški notri pile, nazdravljali med sabo in nekdo od prisotne je zdel malo vina proti Titovi slike, pa je rekel, tiše pi. Drugi dan je bil poklican na policijo. Vprašali so ga, kak je ta dovolj bil. Tudi se dela umnega, nič se ni spomnil, ampak kaj je sledilo. Poslali so ga za 24 mesecev na služenje vojaškega roka v Skopju. Torej doma je imel mlado ženo, tako da moja sestra, najstarejša,
je potem bila rojena leta 50. Se pravi, 2 leti ga ni bilo svoje žene. To je pa bila kazen za tisto, ker pač ni hotel sodelovati, kako je bilo. Pa je tudi o tem večkrat govoril. In seveda, to so bile take zgodbe, nismo vsi tako pogumni, pa tako skrbni, da bi to vse zapisali, ampak fajn je, da se to tudi obrane za zgodovino, za našo prihodnost, da se tudi vidijo, da rekli, tiste težke trenutke našega bivšega pretekle zgodovine. Hvala vam tudi za to, da ste to uspeli napisati in seveda, če bo še malo se mi večkrat srečamo, tudi pogovarjamo o različnih zadevah in upam, da bomo še tudi bodoče sodelovali. Torej, da bodoče vsakič, ko se vrnete v Slovenijo, tudi v Ljubljani. Hvala. Hvala lepa.